Tako, lista Nove Slovenije prihaja v našo sredo, toplo jo pozdravimo. Tukaj je nosilec liste, Lojze Peterle, skupaj s svojo ekipo, Alešem Hojsem, Moniko Kirbiš-Rojs, Nežiko Pavlič, Vido Čadonič-Pelič, Jakobom Presečnikom, Francem Bogovičem in pa Ljudmilo Novak. Tako pozdravimo nosilca liste Nove Slovenije, gospoda Lojzeta Peterleta in pa seveda tudi vse kandidati na listi Nove Slovenije. Gospoda Aleša Hojsa, gospod Moniko Kirbiš-Rojs, gospod Nežo Pavlič, gospod Vido Čadonič-Pelič, gospoda Jakoba Presečnika, gospod Ljudmilo Novak, gospoda Franca Bogoviča in seveda gospod Ljudmilo Novak. Seveda so tukaj tudi poslanci Nove Slovenije, gospod Matej Tonin, gospa Iva Dimic in pa gospod Jožef Horvat. Seveda so tukaj tudi ostali člani stranke in pa vidni funkcionarji. Lepo pozdravljeni v naši sredi, spoštovani gostje. Tako, gotovo si lista NSI SLS zasluži še en močan aplavz za spodbudo za 25. maj, ko boste obkrožili številko 6, tako je 25. maja, torej zmagovalna lista NSI SLS. Še enkrat lep pozdrav tako nosilcu liste, gospodu Lojzetu Peterletu, kot tudi obema predsednikoma, gospodu Francu Bogoviču in pa gospe Ljudmili Novak. Tako toplo smo sprejeli kandidate za evropske poslance. In sedaj bomo tudi uradno začeli s programom tabora Nove Slovenije tukaj v Dolenjskih Toplicah. To pa bomo storili tako, da bomo v našo sredo povabili gostitelja lanskega tabora Nove Slovenije, predsednika občinskega odbora NSI Kamnik, Mateja Tonina, ki prinaša zastavo Nove Slovenije, ki jo bo predal predsedniku občinskega odbora Nove Slovenije Dolenjske Toplice, gospodu Petru Kotarju, ki ga prav tako vabim v mojo sredo. Prosim. Zastavo že nese vodja poslanske skupine Nove Slovenije in pa predsednik občinskega odbora NSI Kamnik Matej Tonin, ki bo sedaj slavnostno predal zastavo gostitelj lanskega tabora, letošnjemu torej gospodu Petru Kotarju. Gospod Peter Kotar, slovesno vam izročam zastavo Nove Slovenije. Pazite na njo. Hvala lepa. Obljubim, da bomo pazili na njo in jo bomo pošteno, tako kot je neomedleževano, izročili drugo leto naprej. Hvala lepa, gospod Kotar in pa gospod Tonin. Živi nasi narodi, ki grepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da roja grozbo strah ne vragle sosed pomejak. Da roja grozbo strah
Verjamemo v ljudi, ki so dinamični, podjetni, nadarjeni, notranje motivirani in predani. Ljudi, ki imajo bistre ideje in so motivirani, da sledijo svojim sanjam. Verjamemo v ljudi, ki preizkušajo nove zamisli, tvegajo in se ne bojijo neuspeha. Ljudi, ki se poberejo in hodijo dalje, dokler ne prispejo na cilj. Prilagajajo se spreminjajo, se učijo, reformirajo, rastejo in ustvarjajo. Pod to besedilo Evropske ljudske stranke so se, spoštovani zbrani, podpisali kandidati za evropske poslance in poslanke in pod to sta se podpisali Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka. Danes smo torej tukaj, ker verjamemo v vas. Verjamemo v ljudi in zato vam tu kličem, dobrodošli na tradicionalnem taboru Nove Slovenije, tokrat v Dolenjskih Toplicah. Lepo pozdravljeni tudi visoki gostje, ki smo jih že pozdravili in namenimo jim še en topel pozdrav. V srečanje so nas uvedli člani pihalnega orkestra Šentjernej in mladi Dolenjci. Slednjim boste lahko prisluhnili tudi v nadaljevanju našega srečanja. Pozdrav domovini so zapeli člani okteta Nove Slovenije, tudi vas bomo, fantje, slišali še. Se mi zdi, da ste z vsakim taborom boljši, če bo šlo tako naprej. Se tistim okoliškim slabo piše. Hvala lepa in lepo vas je bilo videti. Sedaj pa k besedi vabim predsednika občinskega odbora Nove Slovenije Dolenjske Toplice, gospoda Petra Kotarja. Dragi prijatelji, lep dober dan. En prisrčen pozdrav vsem članom Nove Slovenije tukaj v tej čudoviti zeleni katedrali. Posebno še lep pozdrav naši predsednici, gospej Ljudmili Novak, potem nosilcu liste, skupne liste Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke, gospodu Lojzetu Peterletu. Seveda gre enak prisrčen pozdrav tudi predsedniku Slovenske ljudske stranke, gospodu Francu Bogoviču in pa vsem kandidatom, ki boste kandidirali za evropske poslance. Jaz vam želim eno čudovito druženje, en lep popoldne tukaj, dihajte s polnimi pljuči, zrak je tukaj trenutno še zastojn, ni še obdavčen. Še tukaj eno tehnično zadevo, tukaj sem pripravil eno šunko v testu, torej člani našega podmladka bodo prišli okoli vas in vi boste ugibali, koliko je ta šunka težka. In seveda to tudi nekaj stane, €1 to stane, kar pa bomo to zelo koristno bomo znali porabiti ta denar. Tako da bodo prišli okoli in vi boste ugotavljali, koliko ta šunka je težka. In potem, če bo samo eden dobi vse šunko in pa ta čudoviti lesen krožnik, če bo pa dva ali več, bomo pa potem izrebali, kdo bo srečni dobitek te šunke. Še enkrat vam želim res prijetno počutje v Dolenjskih Toplicah. Hvala. Mi smo seveda za jedačo in pijačo poskrbeli za vas tukaj na taboru Nove Slovenije, ampak šunka v testu pa bo prav prišla že mogoče drevi ali pa jutri, tako da vabljeni torej, bomo rekli, kar neke vrste licitaciji, kdo bo dal bolj točno težo. Pesmem in besede, spoštovani zbrani, se bodo prepletale v nadaljevanju. Ljudsko petje je nekaj, kar je naše, na kar so nas spominjale naše babice in tudi naši dedki. Pa se tega zavedamo, smo ponosni na to tudi v Evropski uniji. Ali so na to ponosni tudi naši kandidati za evropske poslance? Jim je mar za ljudsko domačo pesem?
No, to jih bomo vprašali v nadaljevanju, da jih sedaj ne motimo, kako spoštujejo ljudsko pesem. V mojo sredo pa so že prišle ljudske pevke Rožce, ki pojejo skupaj 7. leto. Delujejo v sklopu Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Nastopajo na skoraj vseh prireditvah v domači občini, ob 5. obletnici delovanja pa so izdali tudi svojo prvo zgoščenko z naslovom Vse rožce bom potrgala. Vodi jih Jožica Kotar, ki je sicer tudi tajnica domačega občinskega odbora NSI, tudi skoraj vse ostale pevke so članice Nove Slovenije, zapele pa nam bodo 2 pesmi, Rožmarin in Ljubljena slovenska hiša. Ja, res je ljubljena slovenska hiša. Kako jo ljubimo, o tem bomo govorili tudi z našimi kandidati za evropske poslance. Sinoči mi utrgan je bil rožmarin, po celi vasi sem šla za njim pa za njim
Hvala lepa. Gospe in gospodje, cenjeni zbrani, ponovno si bom sposodil besede iz dokumenta prednostnih nalog Evropske ljudske stranke. S tem pa tudi Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke na letošnjih evropskih volitvah. Zapisali so, da verjamejo v ljudi, zato ker želijo pomagati ljudem, da postanejo uspešni in pomagati ljudem, kadar so v težavah. Verjamejo v zagotavljanje varnostne mreže za tiste, ki jo potrebujejo in v nudenje enakih možnosti za uspeh vsem. In zato si bodo prizadevali tudi izvoljeni evropski poslanci. Seveda želimo si, da jih bo čim več. Koliko? Kdo da več? Kdo da več? Kdo da več? Bomo delali tako kot pri šunki. Seveda koliko, 2, 3 ali 4, to ni odvisno od mene, ampak je pa odvisno od vsakega posameznika. Kajti vi ste tisti, ki boste lahko doma svoje prijatelje, tiste, ki so okrog vas, prepričali, da obkrožijo številko. Številko? Tako, številko 6. Naša skupna lista želi okrepiti Evropsko ljudsko stranko, ki pelje Evropo v smer miru ter sodelovanja, povezovanja in spoštovanja vseh narodov ter vseh držav. Tako je ob predstavitvi dejala prva med krščanskimi demokrati. Gospe in gospodje, v našo sredo vabim predsednico Nove Slovenije, krščanskih demokratov, kandidatko za evropsko poslanko in poslanko v Državnem zboru Republike Slovenije, gospo Ljudmilo Novak. Spoštovane članice in člani Nove Slovenije, dragi prijatelji, spoštovane kandidatke in kandidati naše liste Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke za evropske volitve, spoštovani občinski odbor Nove Slovenije Dolenjske Toplice in gospod predsednik Kotar, spoštovani nosilec liste Lojze Peterle, spoštovani predsednik Slovenske ljudske stranke, verjamem, da je to veljalo nosilcu liste, zdaj pa še enkrat spoštovani predsednik Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, dragi gostje in vsi zbrani, prisrčen pozdrav vsem na evropskem taboru Nove Slovenije. Po lanskem uspešnem taboru v Kamniku smo se letos zbrali v Dolenjskih Toplicah, kjer imamo prizadeven občinski odbor Nove Slovenije. Hvala vsem organizatorjem današnjega tabora za gostoljubje. To je pa posledica volilne kampanje, se opravičujem. 10 let po vstopu Slovenije v Evropsko unijo je čas, ko se sprašujemo, ali je bila naša odločitev prava in dobra. Kaj nam je članstvo v Evropski uniji prineslo in zakaj naša pričakovanja niso v celoti izpolnjena? Po nekaj letih hitre rasti in napredka, ko smo trošili več, kot smo ustvarili, se je naš vlak razvoja ustavil in začel drseti nazaj. Številni evropski projekti, s katerimi se lahko pohvali skoraj vsaka občina, so bili uresničeni. Meje držav v Evropski uniji so narisane le na papirju in v glavah, sicer pa nam omogočajo svobodna potovanja, trgovanja čez mejo, prosti pretok ljudi, blaga in storitev. Mladi nabirajo znanje in izkušnje v različnih evropskih državah.
Evro nam ohranja vrednost premoženja in prihrankov, če smo jih uspeli ustvariti. Predvsem pa je pomembno to, da je Evropska unija še vedno največji mirovni projekt, ki nam zagotavlja varnost, mir in demokracijo. Nekateri bi radi naše notranje težave in krizo pripisali kar Evropski uniji in se tako izognili svoje odgovornosti. Slovenija ni naredila vseh domačih nalog, ko je v gospodarstvu in v načinu delovanja ohranjala metode socializma in trošenja preko svojih zmožnosti. Sedaj probleme rešuje s prekomernim zadolževanjem in obremenjevanjem prihodnjih rodov, namesto da bi najprej omejila prekomerno javno porabo in spodbudila gospodarsko rast. Evropska unija je še vedno zveza držav, ki zagotavlja varnost, mir, sodelovanje in napredek. Evropski parlament je edina evropska institucija z demokratično izvoljenimi predstavniki ljudstva. Državljani na evropskih volitvah odločamo o tem, kdo bo naš glas v Evropskem parlamentu. Odločamo, katera opcija bo vodila Evropsko unijo in v katero smer bo obrnila svoja jadra. Nova Slovenija je članica Evropske ljudske stranke, ki povezuje konzervativne stranke, krščanske demokrate in druge demokratične stranke desne sredine. Evropska ljudska stranka postavlja na osrednje mesto človeka in njegovo svobodo, ustvarjalnost in pravico do dela in tudi zaslužka. Za uresničevanje teh pravic pa potrebujemo močno socialno tržno gospodarstvo. To pa pomeni, da je država močna, uspešna in tudi socialno varna takrat, ko vzpostavlja pogoje za razvoj gospodarstva in solidarnost do pomoči potrebnih. Medtem ko socialisti rešujejo probleme s prekomernim trošenjem in zadolževanjem, se konzervativci zavedamo, da lahko trošimo le toliko, kolikor ustvarimo. Le to nam zagotavlja stalni napredek in stabilnost države. Skupna lista Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke je najmočnejša lista letošnjih evropskih volitev v Sloveniji. Skupna lista je tudi odraz dobrega sodelovanja s Slovensko ljudsko stranko, ki je prav tako članica Evropske ljudske stranke. Prepričani smo, da je ta naš skupni projekt dobra odločitev za najboljši rezultat na volitvah. Zato bomo vsi obkrožili številko. Bravo. Pred pol leta si nihče od nas še ni znal predstavljati, da bosta stranki Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke imeli skupno listo. To se sedaj kaže kot pametna odločitev. Imamo odlične kandidate in kandidatke, ki so se že izkazali na različnih domačih in evropskih funkcijah. Imamo najbolj prepoznavnega in odličnega nosilca liste z 10-letnimi izkušnjami v evropski politiki. Imamo program, ki v ospredje postavlja človeka, temeljne etične in moralne vrednote. Program Evropske ljudske stranke odgovarja na potrebe sedanjega časa, kot so potrebe mladih, nova delovna mesta, razvoj gospodarstva in podeželja, zdrava prehrana, znanje in razvoj, družina in solidarnost do pomoči potrebnih. Mi smo poskrbeli za najboljšo listo in program. Glasovi pa so za sedaj še v vaših nogah in rokah. Vabim vas, da skupaj naredimo tudi najboljši rezultat. Zato bomo pripeljali na volišča čim več tistih, ki želijo dobre predstavnike Slovenije v Evropskem parlamentu. Mi verjamemo v ljudi, gremo na volitve in obkrožimo številko. Nova Slovenija je za pošteno
in odkrito politiko, za politiko odprtih kart in dobrih rešitev v prid vseh državljanov in ne zgolj posameznih elit, za politiko sodelovanja, dialoga in iskanja najboljših rešitev. Zavračamo pa politiko kameleonov, slepih miši, ovc, srak, krokarjev in kar je podobnih ptičev. Nova Slovenija tudi ni stranka na vpoklic, ki bi nekomu ščitila hrbet in skočila takrat, ko nas potrebuje za alibi ali strelovod. Nova Slovenija ni stranka, s pomočjo katere bi lažje uničili nasprotnika ali tekmeca. Krščanski demokrati se ne igramo z usodo države in lačnih otrok. Krščanski demokrati se ne igramo s čustvi ranjenih pravice in resnice iščočih državljanov. Krščanski demokrati igramo odprto politiko srednje poti, ki išče odgovore na naše skupne probleme. Politiko, ki išče rešitve za brezposelno mladino, za demontažo zbirokratizirane države in za razbremenitev gospodarstva, ki hlasta za kisikom, ki podpira argumentirano, spoštljivo in konstruktivno razpravo, ki išče resnico s poštenimi sredstvi in ne zavaja ljudi s prevrženo ideologijo. Zato smo v zadnjega pol leta intenzivno iskali odgovore za prihodnost Slovenije na vseh področjih. Naš program na osrednje mesto postavlja ustvarjalnega in delovnega posameznika. Država mu zagotavlja okolje, v katerem bo lahko delal in tudi primirno zaslužil, ustvarjal zase, za svoje družinske člane in druge državljane nova delovna mesta in plačeval zmirne davke. Mala, srednja, družinska podjetja in kmetije so bistveni del slovenskega in evropskega gospodarstva. Država mora ustvarjati čim boljše pogoje za gospodarstvo. Rešitev ni v podeljevanju subvencij podjetjem, ki so pred propadom, ker so slabo gospodarila, pač pa v bolj življenjski delovnopravni zakonodaji, v davčnih spodbudah za nove tehnologije in razvoj, za ugodnejše kreditiranje pravih projektov. Med bistvene točke našega programa sodi tudi vitka, vendar učinkovita državna uprava. Naloga države je sprejemanje in izvajanje takšne zakonodaje, ki bo razumljiva, učinkovita in življenjska. Tudi državni birokrati se morajo zavedati, da so v službi ljudi. Uveljavi naj se osebna odškodninska odgovornost za primere, ko je državna uprava dokazano kriva za nastanek poslovne škode. Državni upravi je potrebno izvesti procese optimizacije ter odpraviti nepotrebne in podvojene inštitute, ki povzročajo nenormalne časovne in stroškovne zahteve, podjetniškemu sektorju pa delajo škodo. Mnogi projekti stojijo zaradi tega ali onega dokumenta, ki ga ni in ni od nikoder. Nova delovna mesta, ki pa jih krvavo potrebujemo, pa visijo zaradi tega v zraku. Država ne potrebuje svojih podjetij, ker to ni njena naloga. Zato se Nova Slovenija zavzema za odprodajo državnih podjetij po pošteni ceni in odgovornim lastnikom, ki bodo zaposlovali ljudi in plačevali davke. Odgovorni, pošteni in usposobljeni lastniki so najboljši upravljavci podjetij, ker vedo, da je treba dobre delavce tudi pošteno plačati. Ekonomska politika Nove Slovenije krščanskih demokratov temelji na socialnem tržnem gospodarstvu, v katerem svoboda, konkurenca, odgovornost in solidarnost sestavljajo celoto. Gre za preizkušeno povezavo načel svobodnega tržnega gospodarstva in prizadevanj socialne politike za dosego pravične družbe. Bančnega sektorja ne razumemo kot ključni element preživetja slovenskega naroda,
ampak zgolj kot eno izmed mnogih panog v gospodarstvu. Za nas sta nacionalnega pomena blaginja in svoboda odgovornih posameznikov. Za uresničitev našega programa bomo predlagali nekaj najnujnejših ukrepov, dovolite, da nekatere naštejem. Uvedli bomo pavšalne obdavčitve za mikropodjetja in samostojne podjetnike. Uvedli bomo socialno kapico, spremenili dohodninsko lestvico, povečali olajšave za raziskave in razvoj od 40 na 100%. Uvedli bomo investicijske olajšave, uvedli bomo davčne počitnice za nova podjetja, postopno bomo znižali stopnje davka od dohodka pravnih oseb na 15%, zmanjšali bomo davke in znižali DDV, znižali bomo trošarine, izboljšali plačilno disciplino, skrajšali čas umeščanja objektov v prostor, pospešili črpanje evropskih sredstev, podprli domače in tuje investicije, poenostavili postopke javnega naročanja, uvedli bomo večjo prožnost trga dela. Naši ukrepi pa segajo tudi na področje visokega šolstva, zdravstva, pokojninske in socialne politike, javne uprave, bančnega in finančnega sektorja, turizma, kmetijstva in tako dalje. Spoštovani, pred nami je letos še posebej veliko dela. Čakajo nas troje volitve. V naših rokah so pomembne odločitve. Najprej gremo 25. maja na evropske volitve in ker verjamemo v ljudi in ker imamo najboljšo listo Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke, obkrožimo številko. Volitve v državni zbor bodo predvidoma sredi julija, najkasneje septembra. Zato intenzivno delamo za dokončanje in sprejem našega programa. Skupaj iščemo najboljše kandidate, med katerimi ste tudi mnogi tukaj. Jeseni so tudi lokalne volitve, kjer boste imeli občinski odbori največ dela. Prepričana sem, da se boste dali na razpolago za kandidature v občinski ali mestni svet ter za županske kandidate. Demokracija in prihodnost sta tudi v naših rokah. Ne zamudimo te priložnosti in izberimo svoje zastopnike po naši meri. To so odgovorni in pošteni kandidati in kandidatke krščanske demokracije. Z nastankom samostojne Slovenije so se nam uresničile velike sanje. S politično, gospodarsko, finančno krizo, predvsem pa s krizo etičnih in moralnih vrednot, so naše sanje žal ogrožene. Spoštovane Slovenke in Slovenci, dragi državljani, uresničimo naše sanje do konca in se zavzemimo za pošteno, pravično, pravno, demokratično in uspešno Slovenijo. Tudi te sanje so v naših rokah in v naših pametnih odločitvah. Pojdimo na volitve, izberimo najboljšo in najbolj kredibilno stranko, Novo Slovenijo, krščanski demokrati, in uresničimo sanje vseh Slovenk in Slovencev. Hvala lepa, gospa Ljudmila Novak, predsednica Nove Slovenije, za vaš nagovor. In sedaj v mojo sredo vabim tiste tri, ki so poleg gospe Ljudmile še glas v državnem zboru. Tako pridite bližje, poslanci, gospod Matej Tonin, gospa Iva Dimic in pa gospod Jožef Horvat.
Tako, lepo pozdravljeni, spoštovani gostje, bomo tokrat rekli, mojega omizja tukaj, da ne bom ves čas sam. Pa najprej, gospod Tonin, dogajanje v državnem zboru oziroma nasploh v politiki je pestro, ali se Nova Slovenija torej aktivno že pripravlja na volitve, kako je, denimo, z vašim gospodarskim programom, nekatere poudarke v govoru predsednice smo že slišali. Res je, Nova Slovenija je več kot pripravljena na naslednje parlamentarne volitve. Ta čas v opoziciji, zlasti od decembra naprej, smo intenzivno izkoristili za pripravo gospodarskega programa. Predsednica je del tega gospodarskega programa že citirala. Resnično smo se potrudili, da nismo pisali samo pravljice in zakaj si bomo prizadevali, ampak smo v tem programu predvsem napisali zelo konkretne ukrepe. In ker nimam veliko časa, bi si želel, da ko danes odhajate iz tega prostora, si zapomnite predvsem 3 stvari iz gospodarskega programa Nove Slovenije. Da vsakmu v vaši okolici poveste, da glas za Novo Slovenijo, če dajo glas za Novo Slovenijo, je glas za nižje davke, glas za manjšo javno upravo in glas za odgovorno upravljanje slovenskega državnega premoženja. To so 3 stvari, ki jih mora vsak videti in za temi 3 stvarmi bo Nova Slovenija stala. Hvala lepa. Gospa Iva Dimic, ste po, bomo rekli, dobrih 2 letih pripravljeni na nove volitve, se jih veselite in kako boste nagovarjali ljudi, katere bodo, bomo povabili enega tako, katere bodo, denimo, vaše aktivnosti v nadaljevanju pri nepremičninskem davku, vsega boste lotili v prihodnje. To je bila sedaj najbolj pereča tema zadnje čase. Jaz sem prepričana, da vsi, ki smo danes tukaj zbrani ali pa tisti, ki so zaradi kakršenkoli razlogov ostali doma in so seveda simpatizerji krščanske demokracije, katera je predvsem pošteno plačilo, pošteno delo in pa sočutje in solidarnost do sočloveka, prepričani, da je izbira krščanskih demokratov in s tem Nove Slovenije prava rešitev za prihodnost Slovenije. Sama se bom tega lotila oziroma bom tako rekla, ni zadost, če se človek danes loti ali pa jutri dela. Mi kot krščanski demokrati to delamo že vse 2 leti oziroma 10 let in mislim, da je to tisto, kar bo popeljalo Slovenijo v prihodnost in za kar lahko ljudje v nas zaupajo oziroma verjamejo v nas, da bomo to tudi storili. Skrb za nepremičninski davek, veliko smo se namatrali, po domače rečeno, v Novi Sloveniji skupaj z mojimi poslanskimi kolegi, pa bo še posebna skrb v prihodnosti in glas za Novo Slovenijo je tudi glas za pravično razdelitev, pravično obdavčitev davka na nepremičnine, za razbremenitev gospodarstva, za poštenje, za pošteno plačilo, za skrb delavcev, skrb družinam. Skratka, tej Sloveniji smo še kako potrebni in prepričana sem, da nas boste vsi, vi in vaši domači bližnji še kako dobro podprli na prihodnjih državnozborskih volitvah. Hvala lepa. Gospod Horvat, ste tudi predsednik odbora za evropske zadeve. Uspela vam je odlična seja ob 10-letnici slovenskega vstopa v Evropsko unijo. Mnogi so v teh dneh opozarjali na predvsem negativne vidike slovenskega vstopa. Vi pa ste na seji znali najti tudi svetle točke. Katere so te po vaše? Res je, dragi prijatelji, pomembno je, da ko govorimo o Evropi, da sporočamo državljankam in državljanom naše ljube Slovenije pozitivne strani, pozitivne dosežke, ki smo jih v teh 10 letih dosegli kot člani Evropske družine narodov. Razumel pa sem tudi vaše vprašanje, zakaj smo v krizi, zakaj smo v Sloveniji v krizi. Odgovor je preprost, zato, gospe in gospodje, ker nismo evropski, ker še vedno nismo evropski, ampak imamo rešitev. Rešitev je skupna lista Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke. Zato, ker mi spoštujemo in verjamemo in upoštevamo načela in politične usmeritve enega izmed očetov Evrope, Roberta Schumana, med drugim tudi kandidata za Blaženega, ki je povedal, da je Evropa
uresničitev demokracije v krščanskem smislu te besede. Torej, Evropa je uresničitev v smislu krščanskih demokratov. In gospe in gospodje, tega ne smemo pozabiti. Evropa je tudi ideja, je tudi sila, ki bo strla vse ovire. In jaz verjamem in sem verjel mojemu očetu in mi v krščanskih družinah verjamemo našim očetom in našim materam. In jaz verjamem, gospe in gospodje, verjamem očetom Evrope. Hvala lepa, gospod Horvat. V stavku dveh, dragi poslanci, le še vaše sporočilo Evropski listi Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke, gospod Tonin. Pejte do slavnega konca, jaz verjamem, da se nam obeta zmaga, če bo le vsak izmed nas, ko bo danes prišel domov, povabil še 5 ljudi, da obkroži to številko 6. Gospod Horvat. Naša dolžnost, naša domovinska dolžnost je, da širimo dober glas, glas krščanskih demokratov, glas očetov Evrope in da 25. maja pripeljemo naše sosede, naše sorodnike, seveda naše družine, da pripeljamo na volišče in obkrožimo številko 6. Še gospa Dimic, vaše sporočilo listi. Verjamem v ljudi, ki kandidirajo na tej listi zato, ker zastopajo tisto in živijo tiste vrednote, ki jih imamo mi vsi skupaj tukaj zbrani. Zato sama odločno podpiram listo in s tem, da obkrožite številko 6 in s tem bo tudi prihodnost Slovenije v pravih rokah. Hvala lepa, gospa Iva Dimic, gospod Matej Tonin in pa gospod Jožef Horvat. Mogoče bo na taboru 2015, taboru Nove Slovenije, potrebno 2-3 omizje glede kandidatov oziroma glede poslancev. No, to boste odločili vi na skorajšnjih državnozborskih volitvah. Sedaj pa so z nami že člani okteta Nove Slovenije, ki se nam bodo predstavili skladbo Po bratimija. Tako, fantje, prosim. Naj čuje zemlja in nebo, kar nas pobrati mi pojo. Naj se od vzdolj ustra zliga, kar tu med nami vsak prisiga. Na srce zvisto kakor zdaj, ostalo bo vekomaj. Na srce zvisto kakor zdaj, ostalo bo vekomaj. Hvala lepa, oktetu Nove Slovenije. Spoštovani zbrani, gre za zmagovito listo, smo slišali predsednico Nove Slovenije. Gre za listo, ki verjame v ljudi in prav je, da jo sedaj spoznamo. Kdo so? Pridružili se mi bodo na odru in vsakega od njih bom nekaj povprašal. Zato bomo začeli lepo po vrsti. Kandidat za evropskega poslanca, gospod Aleš Hojs, je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, nekdanji član uprave Darsa, ustanovni član Inženirske zbornice Slovenije, veteran vojne za Slovenijo, predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, nekdanji minister za obrambo in podpredsednik Nove Slovenije. Gospod Hojs, lepo pozdravljeni. Gospod Hojs, midva bova odprla ta krog pogovorov z kandidati, pa mogoče, kaj lahko lista Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke prinese Sloveniji in Evropi? Lep dober dan vsem skupaj. Torej,
lista Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke je prva lastovka nove slovenske pomladi. Tako kot smo pomladi leta 90 zmagali, tako kot smo na spomladi prvih evropskih volitvah zmagali, bomo tudi letošnjo spomlad Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija na teh evropskih volitvah zmagali. Hvala lepa, gospod Hojs. In seveda je težko sedaj v kampanji, je veliko srečevanj, kako vas spremljajo ljudje. Ja, samo pogledajte, kako nas spremljajo. Torej, radi nas vidijo, veliko se pogovarjamo, verjamejo v nas in prepričan sem, da bo njihov glas vreden zaupanja, ki ga bodo podelili članom Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke. Hvala lepa. Nadaljujemo pa z damo. Gospa Monika Kirbiš-Rojs je magistrica ekonomskih znanosti, nekdanja svetovalka v kabinetu ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Minister, nekdanja direktorica urada za kohezijsko politiko, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, nekdanja vodja občinskega oddelka za gospodarstvo, v.d. direktorica razvojno-informacijskega centra v Slovenski Bistrici in ekspertka za regionalno politiko pri Evropski komisiji in Združenih narodih. Lepo pozdravljeni. Gospa Kirbiš-Rojs, kaj pa lahko vi doprinesete Sloveniji in Evropski uniji kot evropska poslanka? Ja, najprej lepo zdrav še z moje strani. Jaz bi najprej rekla, da sem vesela, da smo dobili tudi mlajši kandidati oziroma kandidatke priložnost, da sodelujemo na teh evropskih volitvah na tako eminentni listi v družbi izkušenih kolegov. Zdaj sama sem se odločila, da kandidiram predvsem zaradi tega, ker že vrsto let oziroma od vstopa v Evropsko unijo delujem na evropskih sredstvih, kot ste rekli, na različnih ministrstvih, tudi na lokalnem okolju in jaz mislim, da je to tudi tista moja največja dodana vrednost. Zdaj rekla bi še mogoče, da je ta lista res izjemna lista in da tudi verjamem v vrednote, ki jih zagovarjata obe stranki, to pa so predvsem poštenost, iskrenost, delovnost in pa skromnost. Gotovo pa boste kot evropska poslanka opozarjali na to, da je potrebno počrpati tisto, kar nam pripada. Ja, definitivno bi se kot evropska poslanka zavzemala, da se naša država počasi debirokratizira in pa sigurno bi vsak teden priletela iz Bruslja in pa delala z ljudmi na terenu. To radi slišimo. Hvala lepa, gospa Kirbiš-Rojs. In sedaj k kraljici. Gospa Nežika Pavlič je absolventka študija prava, predsednica kluba dijakov in študentov Dravinjske doline, predsednica vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, vinska kraljica Slovenije leta 2013 in direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline. Lepo pozdravljeni. Ja, lep prijeten pozdrav še v mojem imenu. Gospa Pavlič, se lahko Slovenija ponaša tudi v Evropski uniji svojo kulinariko. Boste kot evropska poslanka pomagali pri njeni promociji? Zagotovo je Slovenija čudovita, vinorodna dežela, ki s sabo nosi odlično kulinariko. Kot vemo, vino in hrana sta najboljša prijatelja. Tako da tudi, če dobim priložnost, da zastopam Slovenijo na tako eminentni funkciji, kot je evropska poslanka, se bom trudila, da dejansko spodbujamo tudi turizem na takšen način, ne. Vino je pri nas odlično, trudimo se ga veliko izvoziti, tako da imamo vse potencijale, da v Evropski uniji pokažemo, kaj Slovenija zna. Včasih smo preveč skromni, zato se malo skrivamo, si mislimo, joj, smo premali, ampak v svetu so naša vina zelo poznana. Pa mogoče še besedo dve v Sloveniji, sedaj ste jo že dodobra prečesali. Kakšna je? Ja, kakšna je Slovenija? Jaz mislim, da je Slovenija zelena, ker imamo ogromno lepih gozdov, ogromno čudovitih, modrih rek in jezer, tako da Slovenija je zeleno-modra, ne? Kot smo danes tukaj mi. Tako, ker verjamemo v ljudi. Hvala lepa, gospa Nežika. Najlepša hvala.
Mislim, da gospe, ki se mi bo pridružila sedaj, ni potrebno posebej predstavljati. Spoštovani, na skupni listi Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije je tudi gospa Vida Čadonič Špelič, doktorica veterinarske medicine in doktorica veterinarskih znanosti. Je nekdanja veterinarska inšpektorica v Novem mestu, nekdanja honorarna predavateljica na Srednji kmetijski šoli Grm, nekdanja poslanka SKD v Državnem zboru, nekdanja glavna tajnica SKD, nekdanja direktorica Urada za varstvo potrošnikov, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nekdanja direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije in aktualna generalna direktorica Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Lepo pozdravljeni. Bog daj, dober dan. Gospa Čadonič Špelič, kako varna hrana v Evropski uniji je in kako ocenjujete listo, katere del ste? Najprej, zelo sem ponosna, da sem del liste, ki enostavno sodeluje. Znali smo se dogovoriti in znali smo pogledati v prihodnost. In v prihodnosti ne smemo pozabiti tudi na hrano, na varno, kakovostno, slovensko hrano. Dolgo let sem že odgovorna za to področje in to področje je zelo regulirano v Evropski uniji. Kot evropska poslanka, ker zdajle je bilo povedano, kaj sem bila vse kot nekdanja. Upala sem, da bo rekel in bodoča evropska poslanka. Torej, računam na vašo pomoč. Torej, kot bodoča evropska poslanka si bom prizadevala za takšne predpise, ki bojo tudi slovenskim kmetom omogočali in jih spodbujali, da bojo pridelovali varno, kakovostno slovensko hrano. Torej ste veseli, da ste del ekipe, ki je mlajša, starejša, torej modro-zelena. Torej vidi se, da sem jaz del modre koalicije, z Nežiko, ki je najmlajša, pa sva že sklenili modro-zeleno koalicijo za mlade. Torej, z svojim zgledom želim nagovoriti in povabiti mlade te države, naj se aktivirajo v politiki in naj prevzamejo odgovornost za bodočnost. Torej, drage Slovenke in Slovenci, mladi in malo manj mladi, Slovenija in Evropa nas potrebuje in čaka na nas, naša lista pa vam zaupa in računa na vas 25. maja. Hvala lepa, gospa Vida Čadonič Špelič, seveda pod številko 6 jih najdete. Tudi našega naslednjega kandidata za evropskega poslanca ne bo težko prepoznati. Poznamo ga že več let, to je gospod Jakob Presečnik. Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, je nekdanji projektant, nekdanji vodja projektnega biroja, nekdanji predsednik izvršnega sveta občine Mozirje, nekdanji župan občine Mozirje, poslanec Slovenske ljudske stranke v Državnem zboru, nekdanji predsednik parlamentarnega odbora za infrastrukturo in okolje, nekdanji minister za promet, nekdanji vodja poslanske skupine SLS, podpredsednik Državnega zbora in predsednik parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Lepo pozdravljeni, gospod Presečnik. Lep pozdrav vam in seveda vsem navzočim na tem krasnem prostoru pri tako krasnih ljudeh. Gospod Presečnik, je naše kmetijstvo lahko primerljivo s kmetijstvom ostalih članic? Kje lahko delamo še več, kaj lahko še več naredimo na tem področju? Predvsem sem prepričan, da lahko več naredimo v primerjavi z drugimi na kvaliteti. Drugi delajo na kvantiteti, mi delamo pa lahko na kvaliteti in to je tisto, o česar bodo tudi zdrave bodoče generacije. Kako pa ocenjujete, gospod Presečnik, skupno listo številka 6? Ja, skupna lista številka 6 je naravnost krasna, predvsem pa je že vse skozi zagovarjam to sodelovanje. Sem prepričan, da sodelovanja v Sloveniji manjka,
bistveno manjka in to je po mojem prepričanju največji problem trenutne slovenske krize, to nesodelovanje, to čepenje na okopih vsakega posameznika oziroma vsake skupine posebej. Zaradi tega je sodelovanje še kako potrebno. Predvsem pa je potrebno, mi imamo napisano, verjamemo v ljudi, predvsem pa moramo vsi skupaj in vsak posameznik delati tako, da bodo tudi ljudje verjeli v nas. In to je seveda zagotovilo za to, da delamo dobro predvsem za slovenski narod, za državljanke in državljane Slovenije. Hvala lepa, gospod Presečnik. Hvala vsem in lep dan želim. Več Evrope moramo prinesti v Slovenijo, saj smo del Evrope. Slovenija se ne rešuje in se ne bo rešila samo pod Alpami, ampak je treba imeti širšo vizijo. Z vstopom na evropski parket želimo narediti ravno to, na neki širši ravni vplivati ter z jasnimi cilji poiskati in ponuditi rešitve za državo. Tako je ob vložitvi skupne liste NSI in SLS dejal predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Franc Bogovič. Je inženir agronomije, družinski podjetnik, 12. maja 1988 je bil član ustanovnega zbora Slovenske kmečke zveze, predhodnice Slovenske ljudske stranke, ki je prva slovenska demokratična politična stranka, ustanovljena po drugi svetovni vojni. Nekdanji predsednik domače krajevne skupnosti, nekdanji župan občine Krško, izvoljen v 4 mandatih, podpredsednik Združenja mest z jedrskimi objekti, predsednik Slovenske ljudske stranke, nekdanji minister za kmetijstvo in okolje in poslanec Slovenske ljudske stranke v državnem zboru. Gospod Franc Bogovič, beseda je vaša. Spoštovane prijateljice, prijatelji, člani Nove Slovenije, krščanskih demokratov, dovolite, da vam kot predsednik Slovenske ljudske stranke prinesem en ljudski pozdrav in res sem zelo vesel, ponosen, da lahko danes stojim tu pred vami kot član skupne liste Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke. Dobro je leto tega, odkar sem prevzel vodenje Slovenske ljudske stranke in ena prvih večjih stvari, ki sem se je lotil, je bil to, da smo za isto mizo sedli skupaj vaša predsednica, spoštovana gospa Ljudmila Novak, ki jo prav posebej pozdravljam, vodja vaše poslanske skupine, gospod Matej Tonin, tudi njemu lep pozdrav. Z mano je bil za tisto mizo takrat naš vodja poslanske skupine, gospod Mihael Prevc. In skupen pogovor, ki je leto bo že tega kmalu, je šel v to smer, da je povsem naravno, da dve stranki, ki presegata na vrednote krščanske demokracije, tesneje sodelujeta, da pogledata to, kar je bilo v preteklosti narobe, da ni že danes doslej bilo to sodelovanje močnejše, da to odpravimo in da se lotimo skupnih projektov. Zelo hitro smo v Državnem zboru Republike Slovenije vlagali skupne zahteve za skupne seje odborov. Pri nasprotovanju povsem neumnemu nepremičninskemu davku smo pokazali skupaj, zakaj se borimo v Sloveniji. Borimo se za manj davkov, borimo se za to, da je priznano delo, poštenje in to nam je na koncu s pomočjo modrega ustavnega sodišča uspelo dokazati tudi tistim oblastnikom, ki so mislili, da gre drugače in tudi v bodoče bi delali drugače, če bodo še imeli priložnosti. Mi verjamemo, da jih ne bodo imeli oni, ampak da je priložnost pred nami. V nadaljevanju smo znali stopiti skupaj tudi, ko smo pogledali in pogled usmerili v zgodovino, v arhive. Tam prepoznali, da imamo lahko tudi različna stališča, da nam je pa povsem enotno, da želimo imeti zgodovino čisto razjasnjeno, da želimo zvedeti za vse najhujše resnice, ki so se zgodovile slovenskemu narodu v prihodnosti, da pa želimo to narediti na takšen način,
da bomo naredili predvsem lepšo prihodnost našim otrokom in da bomo tudi znali stopiti skupaj in sodelovati. Plod tega sodelovanja je skupna lista, ki je danes pred vami. Strinjam se z vsemi, ki se danes že to dejali, lista pod številko 6 je enostavno najboljša in bo zmagala na letošnjih volitvah. Danes smo bili skupaj pri Sveti Maši. Pri Sveti Maši je bilo med pridiko govora o pastirju in o ovcah. Tudi o dušnih pastirjih, ki nas peljejo in nam kažejo pot v prihodnosti. Govorilo se pa tudi o tistih pastirjih, ki so voditelji ljudem, ko se je treba odločati, po kateri poti bo šlo naprej. Letošnje leto je leto, ko bo potrebno v Sloveniji se pravilno odločiti. Izbrati voditelje, ki prisegajo na vrednote krščanske demokracije, voditelje, ki znajo stopiti skupaj, poiskati skupno rešitve in poiskati predvsem to, kar nas povezuje, ne to, kar nas ločuje. In to je sodelovanje Nove Slovenije, krščanskih demokratov in Slovenske ljudske stranke dokazalo na evropskih volitvah. Verjamem, da bomo to dokazali tako na lokalnih volitvah in še prej na državnozborskih, kjer bomo tudi postavili ta politični zemljevid Slovenije na novo in vnesli naše vrednote v vsakdanje življenje. Naredimo to najprej 25. na volitvah za Evropski parlament. Tako kot smo mi danes z veseljem med vami na vašem taboru, dobrodošli tudi vi na tabor Slovenske ljudske stranke naslednjo nedeljo na Rogli in naredimo v Sloveniji novo demokracijo, demokracijo povezovanja in sodelovanja. Lep in uspešen dan in vsi na volitve in številka 6. Hvala. Hvala lepa, gospod Franc Bogovič. Še dva manjkata, da bo lista popolna. Najprej v družbo 6 vabim predsednico Nove Slovenije, gospo Ljudmilo Novak. Je profesorica slovenskega in nemškega jezika s književnostjo, nekdanja županja občine Moravče, nekdanja poslanka v Evropskem parlamentu, nekdanja podpredsednica Državnega zbora, nekdanja ministrica brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono narodno skupnostjo v sosednjih državah, ter nekdanja podpredsednica vlade Republike Slovenije in aktualna poslanka Nove Slovenije v Državnem zboru. Gospa Ljudmila Novak, gre zaupati tej listi? Seveda, mi imamo res najboljšo listo in verjamem, da bomo vsi skupaj poskrbeli za najboljši rezultat. Vesela sem tudi tega, da nam je uspelo tako sorazmerno hitro, z vašim dovoljenjem, z vašo privolitvijo sestaviti ta skupni evropski projekt. In vesela sem tudi zaradi tega, ker smo pokazali, da znamo sodelovati, da se znamo dogovarjati, da je to en projekt, ki bo tudi pokazal, ali smo sposobni tudi naprej sodelovati v slovenski politiki. In dejansko to potrebujemo. In to je naša najboljša lista. Hvala lepa. Z najboljšim rezultatom bomo skušali okrepiti najboljšo politično opcijo, ki je bistveno prispevala k rešitvi krize v državah, kjer se je ta pojavila. Tako trdi tisti, ki že 2 mandata zastopa barve Slovenije in Nove Slovenije v Evropskem parlamentu. Gospe in gospodje, profesor zemljepisa in zgodovine, ekonomist, prvi predsednik samostojne Slovenije, nekdanji poslanec slovenskih krščanskih demokratov, nekdanji zunanji minister in podpredsednik vlade, soustanovitelj Nove Slovenije in aktualen poslanec v Evropskem parlamentu, gospod Lojze Peterle. Dragi prijatelji, spoštovana predsednica Nove Slovenije, spoštovani predsednik Slovenske ljudske stranke, draga najmočnejša ekipa, dragi vsi tisti, ki nas podpirate, nekateri že 25 let, vidim veliko obrazov, ki so
postavili slovensko pomlad, ki so takrat okrepili upanje, če ne bi volili prav, ne bi danes tukaj prav nič zborovali za tretje evropske volitve v Sloveniji. Samo z zaupanjem ljudi, ki so videli dlje in bolje, je lahko prišla Slovenija do dostojanstva države, do dostojanstva nacije z lastno državo. Ampak predno gremo v programske in druge točke, bi se rad najprej zahvalil dolenjskim vinogradnikom za prvo pomoč. Tamle dol, spodaj, so nam pomagali, da smo zdržali ta klanc in nam pomagali k tisti volji, ki se mora na Dolenjskem vedno zgoditi. Zgodila se je tudi na našem prvem evropskem taboru leta 2004 na Ponikvah pri Trebnjem. Imeli smo tak tabor, da smo v tem kar zmagali. Torej, Dolenjska je dobra izbira, da o ekipi, ki stoji tukaj ob meni, ne govorim in naj vam povem ob 10. obletnici, da se takrat z našimi pogajalci, ko je šlo zelo zares, ko smo pripravljali pristopno pogodbo, se nismo pogajali glede človekovih pravic. Te smo želeli čim prej je mogoče sprejeti kot naš standard v naši zakonodaji, torej tam ni bilo debate. Mi smo se pogajali za cviček in za čebele. In moram reči, da tega nikjer v Sloveniji ne obžalujejo, tudi v Evropi ne. Malo so se nam čudili, seveda takrat nismo vedeli še za klimatske spremembe. Zdaj je vreme tako, da je lahko cukra preveč, potem gre alkohol čez 10 stopinj, zgubimo ime, dobimo pa boljše vino. Tega tudi ne obžalujemo. Kar se čebel tiče, moram reči, ker vidim med vami precej čebelarjev, takega privilegija nima nobena država članica. Takega privilegija, da bi domače čebele imele edino pravico leteti v svoji državi. To kranjska sivka ima to pravico. Gospe in gospodje, to seveda niso edine pridobitve, ki smo jih takrat izpogajali. Kot je rekla že predsednica, kamorkoli pridemo v Slovenijo, mislim, da smo edina lista, ki je šla od kraja do kraja, od srca do srca, od ene do druge slovenske pokrajine. Povsod nas pozdravljajo table, sofinancira ali pa delno financira Evropska zveza. In moram reči, da smo doživeli po slovenskih pokrajinah govorico, ki je nekoliko drugačna od kakšne ljubljanske govorice. Občine, vsaka občina je naredila kakšen projekt in še delajo projekte in nanje še računajo. In moram reči, da v Bruslju nisem nikoli slišal kakšne ideje, da bi kakšno občino ukinjali. To poslušamo pri nas. Ampak mislim, da ta projekt ne bo uspel, ker proti volji ljudi se ne da. To smo videli na plebiscitih leta 90, pa tudi leta 2004. Nove občine so poživile Slovenijo, naj bodo večje ali manjše in vse uživajo pomoč sredstev iz Evrope. In gospe in gospodje, te dni, ko hodimo takole po naši lepi deželi, nas ponavadi ljudje sprašujejo, kaj mislimo o krizi, zakaj se je zgodila. Mislim, da je že gospod Hojs dejal, da se je zgodila zato, ker smo se odmaknili od tega, kar smo v Atenah podpisali leta 2004. Doživeli smo odmik od Evrope, najprej na področju spoštovanja pravne države. Če niso pred zakonom vsi enaki, naj si bodo podjetniki ali ne, potem ne moremo skupaj napredovati. Potem pride do sistemske korupcije, potem napreduje dogovorna ekonomija, potem pride do krivičnih socialnih razlik. Mi smo se s tem odmaknili tudi od vrednot slovenske pomladi, vrednot, ki so nas povezale za največji projekt v slovenski zgodovini, za postavitev samostojne slovenske države. In mi mislim, da moramo doseči nek napredek na gospodarskem področju. Mi imamo sivo ekonomijo, imamo črno ekonomijo, imamo dogovorno ekonomijo, eni pravijo rdeča in imamo evropsko ekonomijo.
Mi se moramo po 10 letih odločiti, s katero bomo nadaljevali v našo prihodnost. Jaz predlagam, da omejimo sivo, črno in dogovorno in se odločimo za evropsko ekonomijo, ki pozna neodvisne podjetnike, neodvisno ekonomijo, ki ni politično vodena, ki ne sledi korupcijskim vzorcem in ki omogoča enakopraven nastop na trgu. Sveda moram povedati, da 500-milijonski trg je nekaj drugega kot 2-milijonski trg ali 20-milijonski trg nekdanje države. Naj mimogrede omenim, da so že 3 Jugoslavije propadle, pri nas pa eni še sanjajo o njej. In naj povem tudi, ker sem bil zraven v Atenah, ko sta gospod Drnovšek in gospod Rop podpisovala, takrat nismo podpisali nobene zaveze, da bomo delali bančno luknjo, da bomo razvijali sistemsko korupcijo in da bomo nagovarjali ljudi, naj emigrirajo v Nemčijo, v Novo Zelandijo, Avstralijo ali kam drugam. Takrat smo podpisali nekaj drugega. In moram reči, da težko poslušam tiste politike in tiste medije, ki nas prepričujejo, da so za naše stanje krive Evropa, osamosvojitev in demokracija. Ne eno, ne drugo, ne tretje ni krivo. Krivi so tisti, ki so hoteli več zase in na račun drugih, in tisti, ki so stran gledali, ko so eni jemali. Ne bom šel v podrobnosti, ker sem bil lepo naprošen, naj končam nagovor v 10 minutah. Vam zagotavljam, da bom šel prej z odra, preden boste začeli žvižgati. Torej, bi pa povedal zelo jasno nekaj. Suverenosti si nobena država ne more krepiti s proračunskim primanjkljajem, šibko gospodarsko rastjo in z močnim zadolževanjem. To je zaenkrat Slovenija, ampak lista, ki stoji ob meni, je prepričana, da je možna drugačna Slovenija in da je možna boljša Evropa. Zato bomo delali, zato smo se zavezali. In, dragi prijatelji, gospe in gospodje, sprašujejo nas, kaj smo dosegli v Bruslju. Jaz bom najprej povedal nekaj najbolj običajnega oziroma za moje pojme najboljši dosežek, ki sem ga dosegel v 2 mandatih. Jaz lahko rečem, da lahko vsak Evropejec, ki v teh letih ali bo v prihodnje kdaj klical čez mejo ali pa ga bo kdo poklical po mobilnem telefonu, vsak tak bo čutil Lojzeta Peterleta v žepu. Zato, ker so šle cene gostovanja zaradi moje pobude navzdol in 15. decembra 2015 bo ta cena 0 in vas žene ali možje, ko boste potovali čez mejo, ne bodo več sprašvali, zakaj se je telefonski strošek dvignil, ko ste bili zunaj. Dokazujem s to pobudo, ki sem jo dal nekdanji komisarki za informacijsko družbo, gospe Redingovi, da lahko nekdo, ki ni iz Nemčije, Francije, Velike Britanije ali Avstrije, ki je nekoliko večja od nas, da ni treba biti iz velike države, da prodreš z eno idejo. Jaz se kot vaš zastopnik, kar mi je v čast in v veselje, nimam občutka, da prihajam iz majhne države. V Evropski zvezi nas ne preštevajo in ne upoštevajo glede na to, ali smo iz velike ali iz majhne države, ampak zakaj se trudimo in kakšne so naše ideje. Rad bi vam povedal tudi, da sem 2 mandata vodil veliko skupino evropskih poslank in poslancev, ki se bojujejo proti raku. In dosegli smo tudi s pomočjo slovenskega predsedovanja. V času, ko sta bili tudi naši 2 stranki, ki sestavljata to listo, v vladi skupaj z SDS, smo postavili boj proti raku kot evropsko prioriteto. Od takrat naprej je rak stalna točka na dnevnem redu ključnih evropskih inštitucij in koordinacijo boja proti raku v Evropi vodi Slovenija. Tega mogoče niste niti vedeli, ker se o tem malo govori. Jaz sem vesel, da je tako. Še nekaj bi vam rad povedal, dragi prijatelji.
takole bom rekel, nas je zaenkrat 766. Po teh volitvah nas bo 751. Za vsak naš glas se borijo razni interesi, lobisti takšni in drugačni in želijo, da glasujemo tako ali drugače. In 8 glasov v Evropskem parlamentu pomeni zelo veliko in nič manj kot katerikoli drugi glas. In ko smo glasovali za bančno unijo, vsi evropski poslanke in poslanci smo podprli konsolidacijo Evrope, smo podprli njeno okrevanje, smo podprli nekaj, kar bo preprečilo, da se krize, kot so se zgodile na Irskem, v Grčiji, Portugalskem, Španiji in tako naprej in žal tudi pri nas, da se to ne bo ponovilo več. In ko bo stala bančna unija, potem bo konec tudi pri nas tovarišijskega bančništva, po katerem si dobil na telefonski klic lahko kredit brez garancije. Torej, ti časi bodo kmalu mimo, gospe in gospodje. Zdaj pa moram reči, da prihaja tisti del mojega nastopa, ki mi je najbolj všeč, in to je, da bom povedal nekaj besed o tejle enkratni listi, o kateri nekateri niso verjeli, da je mogoča. Jaz moram reči, da sem jo podprl takrat, ko je bilo še 80 proti 20 v eni ali drugi stranki proti. Takrat, ko je prevladovala preteklost. Kakšen slab občutek. Veste, o čem govorim? Sedaj sem vesel, da v obeh strankah, ne samo odbori, glavni odbori, sveti in tako naprej, da podpirajo to idejo. Ko hodimo po Sloveniji in srečujemo predstavnike ene in druge stranke, vidimo, da je ta ideja prijela, da je prijela bazo, da jo je baza podprla, pa ne samo naša, teh dveh strank, slišimo ljudi različnih političnih prepričanj, ki pravijo, to je ta pravo, da sta se vsaj dve stranki v tej državi, ki je zelo polarizirana, sposobni nekaj zmeniti. Torej, jaz uživam v tem zaupanju dveh strank, da lahko vodim tako enkratno listo, odlično listo ljudi z izkušnjami. V Bruslju sem se naučil to, da glavno moč imajo tudi v Evropskem parlamentu tisti, ki imajo izkušnje, ki znajo več, ki jih kdo pozna in tako naprej. Tukaj imamo 5 bivših ministrov, imamo 5 ljudi, ki so bili v državnem zboru ali v Evropskem parlamentu ali oboje. Imamo 2 odlični državni sekretarki, ena se je predstavila kot tista, ki se razume na evropska sredstva, ne jo vsi napast, ker vsega ne more zrihtati danes, ampak vam bo pa gotovo pomagala, ko bo v ekipi v Bruslju. Skratka, da o vinski kraljici ne govorim. Skratka, jaz sem vesel, res sem vesel, da lahko vodim takole ekipo, ki bo vaš glas v Evropski zvezi, ne samo v Evropskem parlamentu. Kjerkoli se pojavi slovenska poslanka ali slovenski poslanec, tam je Slovenija. To je moja izkušnja že 10 let. Tam imaš priliko promocije, tam imaš priliko, da povabiš človeka, ki še v Sloveniji ni, da ga vprašaš, kako se je počutil, ko je že bil. In kdor pride k nam, ta je naš. To je moja izkušnja. In dobili boste čudovite zastopnike, ki bodo okrepili glas Slovenije v Evropski zvezi. Takole, počasi bom zaključil, samo nekaj še o programu povem in si bom pomagal z besedami našega izjemno dobrega kandidata za predsednika Evropske komisije, mojega prijatelja Jeana-Clauda Junckerja iz Luksemburga. Torej, tudi on ni z velike države, ampak je iz ene zelo uspešne države, ki je 5-krat manjša od Slovenije, ampak iz Luksemburga nisem še nobenega slišal, da bi rekel, prihajam iz majhne države. Če srečam enega iz Luksemburga, mi reče, jaz delam en velik projekt, a te zanima? Veste, majhnost je samo v glavah, ne v majhnih državah. In ta gospod Jean-Claude Juncker je imel te dni eno dobro izjavo in predlagam, da si jo zapomnite in jo odpeljete, kamor se boste peljali. Rekel je, socialna skrb, sociala je preresna zadeva,
da bi jo prepustili socialistom. Torej, mi, to so številni govorci pred mano že povedali, želimo okrepiti gospodarsko rast Slovenije, da bomo lahko široki v skrbi do tistih, ki so že zaslužili mirno dobo, da bomo lahko pomagali tistim, ki tega ne zmorejo sami, torej, da bomo lahko socialni, pravični, da bomo delili tisto, kar bomo ustvarili. Razlika naše liste ali naših dveh strank z nekaterimi drugimi je ta, da bi drugi delili kar naprej tisto, česar nimamo. In ker tega nimamo, je seveda treba imati drage kredite. Sem že prej rekel, da z tako veliko zadolženostjo ne bomo krepili naše suverenosti. Torej, gospodarska rast, skrb za nova delovna mesta je naša ključna skrb doma in v celi Evropski zvezi. In evropski poslanci, to je moja izkušnja, lahko k temu tudi kaj pomagamo. Druga zadeva je zdravje. Zame, bom rekel, je celo prva, ker če ni zdravja, bo tudi v podjetjih, rekel, produktivnost padala. In jaz imam tukaj eno posebno idejo, ki jo podpirajo tudi drugi, da bi v Evropski komisiji postavili enega posebnega komisarja s kompetenco, se pravi s pristojnostmi in z budžetom, se pravi s proračunom, s kaso, bomo rekli, človeka, ki bi skrbel za preventivo. Ko zbolimo, seveda pridemo hitro do zdravnika oziroma do bolnice. Če hočemo mi preprečiti dotok novih bolnikov, moramo delati z zdravimi. In tukaj Evropa lahko veliko prispeva, veliko koordinira, povezuje, financira, organizira znanje in tukaj zlasti, ko se borimo proti raku, ki še vedno napreduje, lahko veliko naredimo z vzgojo, zdravo hrano, ki je bila že omenjena, s pravim razvojem industrije in tako naprej. In tretja zadeva, tudi ta je bila že poudarjena, mislim, da strani gospe Čadoničeve in Vinske kraljice, mi želimo biti posebej pozorni do mladih, ampak ne tako, da pozabili na starejše. Želimo tak razvoj, da bo vsak del naše družbe lahko napredoval v skladu s svojimi željami in svojimi ambicijami. Več o programu ne, mislim, da se je tistih mojih 10 minut zdaj izteklo. Torej, boljše liste, kot je lista pod številko 6, ne boste našli, kdor je na nejasnem, mu svetujte, naj ne išče naprej. Nima smisla. Naprej jih je še 10, ampak naj se ustavijo pri številki 6, zdaj moram še nekaj zase povedati. Torej, kogarkoli iz te liste ob meni boste volili, boste zadeli prav. In noben glas ne bo zgubljen. Za tiste pa, ki ne bodo uspeli najti boljšega kandidata, pa naj obkrožijo Lojzeta Peterleta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lojze Peterle, in seveda hvala lepa vsem kandidatom. Sedaj jih prosim za skupinsko fotografijo tukaj na stopnicah. Seveda boste lahko kandidate Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke na volitvah v Evropski parlament podprli tudi na konvenciji 21. maja ob 18. uri v Cvetličarni v Ljubljana. Tam bo velika predvolilna konvencija, na njej pa bodo Lojze Peterle, Ljudmila Novak, Franc Bogovič, Aleš Hojs, Monika Kirbiš-Rojs, Neža Pavlič, Vida Čadonič-Pelič in Jakob Presečnik. Tam pa vas bodo zabavali Darja Švajger, ansambel Roka Žlindre, Oktet Nove Slovenije in bobnarska skupina Laške pihalne godbe. Še en aplavz za listo Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke.